Prišel je september in tako se odpira tudi kulturni hram gledališča Toneta Čufarja in naša ekipa je obiskala direktorico gledališča Toneta Čufarja, Branko Smole, da pogledamo, kaj bomo gledali v sezoni 2019-2020 in verjamem, da bo program zelo pester izbor, zanimiv, pa kar poglejmo, kaj nam bo povedala direktorica. Pozdravljena, Branka. Lep pozdrav. Ja, na našem odru je že precej živahno, ali pa če rečem za odrom, ker igralci že delajo na polno in pripravljajo stvari za novo sezono. Za gledalce pa bo to vse skupaj nared 9. oktobra, ko bomo dočakali prvo domačo premiero, ki je tudi avtorsko delo in nosi oznako komična drama. Režira Vid Klemenc, sicer pa je to delo Nike Bergant, Saša Dudiča in Gregorja Robiča. Avtorsko delo in tudi oba omenjena igralca bosta zadevo odigrala in upletla vse zanimivosti v ta dogodek. Naslov Fetiš na puter, no pa recimo temu, da bomo začeli s tem naslovom, da nam bo šlo v novi sezoni vse kot po maslu. In tako bo že naslednji dan steklo po maslu in bomo začeli s prvim glasbenim dogodkom v glasbenem abonmaju in seveda za izven. Gre pa za koncert Divanhane. To je koncert tradicionalne balkanske glasbe s poudarkom na sevdalinkah in je že kar precejšnje zanimanje, precejšen odziv na to, ker Divanhana so kar že znano zveneče ime. Potem prva premiera, prvi dogodek za najmlajše bo naša matineja, nedeljska matineja 13. oktobra ob 10. dopoldne. Nastopil bo Cepetavček, seveda predstava za otroke v izvedbi gledališča Kukuc in potem vsako drugo nedeljo dogodek za najmlajše. V tem slogu, tako kot vsako leto, vse tja do aprila. In tako kot vsako leto, tudi tokrat ne bo manjkalo glasbenega abonmaja, ki ste ga že dobro, so ga gledalci že dobro okusili in verjamem, da imate tudi letos kakšen pester izbor. Tako je, že Divanhana sodi v glasbeni abonma, ampak v oktobru imamo kar dva zalogaja glasbe. V glasbenem abonmaju vsi dogodki seveda pa so tudi za vse izven obiskovalce. In tako bo drugi dogodek petek 18. oktobra Lorca, ti in jaz, romska glasba s poezijo in plesom. To se pravi, v ta oktober prinašamo precej temperamenta, precej živahne glasbe, balkanske glasbe, romske glasbe, kot že rečeno. In potem prvi gledališki abonma, to pa bo v četrtek 24. oktobra, ker praviloma so gledališki abonmaji ob četrtkih. To pa bo gostovanje Špas teatra, gre za njihov musical, oziroma za musical Andreja Rozmana Roze, Ljubezenske prevare, skup znanih imen v igralsko-pevskih zasedbah. No, moram reči, da smo propagirali oziroma naslavljali to predstavo kot druga priložnost, no ker pa se prav zdaj bliža premiera v Špas teatru, je ta čas doživela drug naslov, sicer pa gre za isti musical, istega avtorja in isto izvedbo, torej Ljubezenske prevare. Ste z vpisom abonmaja že zaključili ali še poteka? Uradno smo zaključili s petkom 13. septembrom, pa vendar do prve predstave, do prvega abonmaja je še možnost vpisa. To se pravi glasbeni abonma do 10. oktobra, pa gledališki abonma vse tja do 24. oktobra. In kakšno je letošnje zanimanje za abonma? Moram reči, da smo veseli, da se kar vrača nekaj tistih abonentov, ki smo jih vmes malce pogrešali, da prihajajo novi abonenti in da imam dober občutek, da se bomo imeli lepo in da dvorana ne bo prazna.
No in to sva povedali tako rekoč malo za poslastico, nekaj pa za motiva, pa verjamem, da so oči odprte že v mesec november, ko bodo tukaj že tradicionalni čufarjevi dnevi ali čufarjev festival, bodisi kakor ga sedaj nazivate. Tako je že 32. Čufarjev festival. Bo selektor Iztok Kvalič je že opravil izbor, organizacijski odbor pridno zaseda in odloča o tem, kaj vse se bo dogajalo. Torej izbranih je 6 odraslih predstav in 4 mladinske predstave in pa tudi uvodni ceremonial je že nekako pripravljen, določen in seveda zaključeni prav tako, saj gre za domačo premiero. To pa bo premiera Vozi Miško, ki, kot sem že omenjala, zdajle na polno delajo igralci za to, da bo takrat nared. Branka, hvala za danes, za to poslastico in verjamem, da se vidimo v kulturnem hramu gledališča Toneta Čufarja. Ja, iskreno dobrodošli.